Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred začetkom Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Začenja se v četrtek s kvalifikacijami kajakašic in kajakašev, v petek sledijo kvalifikacije kanuistk in kanuistov, pa tudi ekipne tekme, v soboto pa posamična polfinala in finala in pa prvič v zgodovini Evropskih prvenstv tudi tekmovanje v ekstremnem slalomu na divjih vodah. Zdaj so ga vključili v program Evropskih prvenstev, potem ko je postal del programa Olimpijskih iger in bo že v Parizu v olimpijskem programu. Na tem Evropskem prvenstvu bomo videli približno 200 tekmovalk in tekmovalcev iz 27 držav. Evropsko prvenstvo bo za nekatere ekipe tudi zelo pomembno, ker so evropske kontinentalne kvalifikacije dodatne še, kar pa naših ne skrbi, ker so si že uspešno vse kvote zagotovili na svetovnem prvenstvu v Španiji. Bo pa pomembno za lovitev domačih mest v olimpijski ekipi. Prvi z nami je aktualni evropski prvak, dvojni evropski prvak Benjamin Savšek. Pozdravljeni. Kako si pripravljen na to evropsko prvenstvo, ki ima tokrat dvojno težo? Z Luko se namreč borita tudi za olimpijsko vozovnico. Ja, pred nami je res pomembno tekmovanje. Počutim se dobro, tudi treningi potekajo v redu. Tako da bom probal korak po koraku se osredotočiti na vsak nastop posebej in upam na končno dobro uvrstitev na tem evropskem prvenstvu. Kako ti ustreza prizorišče? Prizorišče mi ustreza, tudi voda, sama proga je precej divja, tudi tehnično zahtevna, tako da in fizično zahtevna. Tako da se bo res treba verjetno dobro pripraviti in sfokusirati na nastop. In jaz upam, da bo pač mi steklo tako, kot mora. Hvala. Zdaj bi dala besedo kolegom novinarjem, da Benija vprašajo, kar jih zanima. Lahko jaz, Jožko. Živo, Beni, povej mi, ta tvoj dvoboj z Luko Božičem, kako to zdaj vidiš, ta olimpijsko kvalifikacijo? Ti bolj pomembno kot evropsko prvenstvo samo. Ja, jaz se probam osredotočiti na svoj nastop, pač probam, da bom odpeljal brez napak in samo to je moj fokus, pač iz teka v tek se osredotočiti na svojo vožnjo, da ne bo prevelikih napak, si pa nočem dodatnih pritiskov polagati oziroma nalagati na sebe, tako da pač bo res treba pokazati najboljše vožnje in bomo videli na koncu, kakšen bo razplet. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Lahko jaz? Seveda. Ja. Živjo. Povej, zdaj dvakrat zapored si bil evropski prvak. Zdaj lahko rečeš, že še razočaran, če noš trikrat. Ne, ne bom razočaran, ampak je le to tekma, pač nova tekma, kjer se pravim, ne razmišljam toliko o medalji, kakor o svojem nastopu, kakor bi rad pač dobro nastopal in dobro odpeljal te svoje nastope. Je pa pač to prednost, mislim, ni nobena prednost, pač da sem dvakratni evropski prvak, kvečjemu mogoče dodaten pritisk, ampak se pravim, se nočem s tem obremenjevati in probam dobro nastopati še naprej. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje za Benija? Če ni, bi prosila Petra Kauzerja, ki je prav tako imel na zadnjem evropskem prvenstvu. Hvala. Dio. Dio. Čakaj, jaz sem dal masko dol. Pozdravljen, Peter. Živo. Tale
tik pred začetkom novinarske konference smo še videli, da si čovan popravljal. Kaj se je zgodilo? Nič se ni zgodilo, malo ga je že cajt povozil, no. Ne, veslam z tistim prvim čolnom iz leta 2019, tako da pač enostavno se bolj počutim v njem in imam tudi nov čoln s sabo, ampak bom pač zdaj še dirkasto stara. Tle v Ivreji si že imel kolajno na svetovnem pokalu, ti ustreza prizorišče? Ja, meni je proga fajn, no. V bistvu že takrat 2017, ko sem bil prvič sploh tukaj, sem sam sebe spraševal, zakaj nisem že prej prišel, sem vsaj nekak trening, ne, pač eno leto prej, 2016 smo bili takrat glih olimpijska ekipa v Riu na pripravah, tako da smo spustili tisto tekmo, ampak v bistvu je, ne vem, meni je všeč, no, proga, je res, da bi lahko vmes gor tisti miren del bi lahko bil majčken več voda tekla, ampak dol od spodaj, v bistvu od mosta naprej se pa kar začne malo bolj zanimivo in ne vem, meni so od nekdaj take proge ležale, tako da super. Peter, po letošnjih izbirnih tekmah nisi bil zadovoljen, ste bili pa zelo izenačeni z Martino in Nikom. Tudi na tem evropskem prvenstvu se še borite z olimpijsko vodovnico. Kako se zdaj na to pripravljaš? Jaz sem že itak po svetovnem prvenstvu vse v Daurgelu vedel, da pač bo do končne odločitve prišlo v Ivreji na evropskem prvenstvu. Pač tisti cel glih ni se je šel po mojih željah, ampak ne vem, v bistvu v takih situacijah še nisem bil tako v zaostanku, pa da si moram pol iz sklopa v sklop izboriti pač nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, ampak jaz tako pravim, no. Mogoče je pa to dobro, no, da imam že prej malo pritiska, pa da bom pol v primeru, da se uvrstim na olimpijske igre, tam pač se boril še za kako kolajno. Hvala. Kolegi novinarji, beseda je vaša. Lahko jaz takoj začnem, ker sem bolj... Seveda. Živijo, Peter, povej mi zdaj, kako si zadovoljen s pripravljenostjo? Treningi so bili tako potekali, ker si hotel imeti, nisem nobenih težav s poškodbami, boleznimi. Kakšna je tvoja forma? Ja, moja forma je dosti boljša, kakor je bila na izbirnih tekmah. Na izbirnih tekmah sem se v narekovajih mičken zaplaniral, pač bil sem v bistvu zmatran od prve tekme naprej in v bistvu sem sam, ko mi čakal, da grejo te izbirne tekme mimo, da se lahko jaz pač v meri pripravil na evropsko prvenstvo. Tako, kot sem že prej povedal, pač po teh izbirnih tekem je bil tako, da se je vedel, da na koncu na evropskem prvenstvu se bo odločitev padla. Edino, kar bi bilo v tem primeru, če bi na primer Niko zmagal izbirne tekme, pa bi mogli jaz ali pa Martin dobiti kolajno na evropskem prvenstvu. Zdaj pa, ko ni zmagal izbirnih tekem, je pa pač kdo bo boljši, ne, in bomo videli, vsi trije bomo na štartu, bomo šli od štarta do cilja in na koncu tisti, ko bo najboljši, se bo veselil uvrstitve na olimpijske igre, ostali mu pač privoščili. S čim lahko primerjaš ta pritisk te izbirne tekme, s kakšno drugo tekmo v tvojem življenju? Jaz rekel, v takih situaciji še nisi bil v izbirnih tekmah. Tekma je tekma, imaš štart, pa imaš cilj, imaš od 18 do 25 vrat in jih moraš čim bolj odpeljati. Jaz bil sem že dostikrat, pa niti ne tako v taki situaciji, ampak nastopil sem na vseh teh velikih tekmah, vem, kaj je to pritisk. Pritisk si ga sam zadaš, pa ko ti ga drugi zadajo. In na koncu pač se je tako, ki že prej Beni povedal, pač skoncentrirati se moraš na svojo vožnjo in vse ostalo odmisliti in čim bolj odpeljati. Jaz se pa zavedam, da če odpeljem svojo vožnjo, da sem lahko še zmeraj med najhitrejšimi in pač to je moj cilj na evropskem prvenstvu. Peter, hvala lepa, srečno. Hvala. Naslednji? Ja. Zdaj živijo. Živijo. Da je bila taka, prejšnja sezona taka, ki je pač bila, ne, bolj boga, ne? Koliko imate tekmovalci sploh neke mednarodne primerjave zdaj pred olimpijskim vrhunkom, recimo, in nasploh pred evropskim prvenstvom, pred vse skupaj? Se v bistvu dobro, lani smo imeli evropsko prvenstvo, sicer je bila majčkeno okrnjena konkurenca, ampak imeli smo evropsko prvenstvo, pa še tekmo svetovnega pokala v Tacnu, smo izpustili.
Je pa res, da je pač od začetka te korona krize za nekatere malo ne vemo, kje so, kaj so počeli. Ne vem, sploh Angleži bojo zdaj prvič na tekmi mednarodni. Ampak dobro, pač sej konec koncev smo imeli mi doma tekme, tako da smo nek tekmovalni ritem ohranjali, da ni bilo pač čist brez. In ne vem, na koncu je zmeraj tako, da je Evropsko prvenstvo, ne glede na to, a je prejšnji let bila sezona z vsemi tekmovalci ali ne. Evropsko prvenstvo je zmeraj nek pokazatelj oziroma nek uvod v sezono, ko prihaja, in takrat na Evropskem prvenstvu še vidiš v narekovajih, kjer paš taco molino. Kakšno vprašanje? Je to? Hvala, Peter. Lepo se imejte. Adijo. Adijo. Nadaljujemo z Martinom Srabotnikom. Lepo pozdravljen, Martin. Letos si bil zmagovalec kajakaških izbirnih tekem. Pokazal si zelo konstantne nastope. Ja, na izbirnih tekmah mi je šlo dobro. Je dobra popotnica za naslednje tekme v sezoni, ampak nič drugače ni, pač moram se osredotočiti na tako vsi, na to Evropsko prvenstvo, normalno. Drugače nič posebno. Kaj živci dajejo zdaj pred temi olimpijskimi domačimi kvalifikacijami? Pa niti ne, sem kar sproščen, vem, kaj so moje naloge, kako jih opraviti, in sem pač soočen z njimi kot z vsako tekmo. Kako ti ustreza prizorišče? Pa v redu, bil sem že tule kar 3-krat, se mi zdi, sem tekmoval na vseh nivojih. Nič se ni spremenilo, je zahtevnejša malo proga kot mogoče kje drugje, ampak v redu. Hvala. Kakšno vprašanje za Martina? Če ni, bi nadaljevali z Nikom. Ja. Pozdravljen, Niko. Ti si še tretji kandidat za olimpijske igre. Slišali smo, zelo ste izenačeni v tej sezoni. Kakšne so želje, pričakovanja zdaj pred začetkom prvenstva? Želje so pokazati najboljše predstave. To je to v bistvu. Da še tebe vprašam, kako si ti kaj navdušen nad to progo tu v Italiji? Ja, proga je kar v redu, alpska reka, močna voda, tako da to nam ustreza v bistvu, Slovencem. Zdaj v soboto in nedeljo, kot sem že omenila, bo prvič v zgodovini tudi Evropsko prvenstvo v ekstremnem slalomu. Ti si se odločil, da boš nastopil kot eden izmed 3 slovenskih kajakašev tudi v tej disciplini. Koliko imaš kaj izkušenj v bistvu sploh iz ekstremnega slaloma? Ja, izkušenj niti nimam, no. Bolj kakor sem gledal po televiziji, tako da za mene je vse prvič, tako da upam, da sem čim bolje odrezal, no. Imaš kakšno posebno taktiko naštudirano za nastopa v soboto oziroma v nedeljo? Taktika je štart in stopnjevanje in finiširanje na polno. Hvala. Kolegi novinarji, ima kdo kakšno vprašanje za Nika? Če ni, nadaljujemo z Luko Božičem. Slišali smo že pri kajakašu, bo oster boj za olimpijske igre, tudi vidva z Benijem v zadnjih sezonah, ne samo, da sta najboljša pri nas, najboljša sta tudi v svetovnem nivoju. Kako zdaj gledaš na ta interni dvoboj? Ja, res je, da z Benijem v zadnjem temu 4-letnem oziroma 5-letnem obdobju sva skupaj pobrala kar nekaj medalj.
in sodi v sam svetovni vrh, ampak Beni je zelo močen konkurent in same pohvale tudi, kako je začel sezono v letošnjem letu na izbirnih tekmah, ampak tudi sam moram reči, da sem imel nekaj težav sicer na vseh 4 izbirnih tekmah doma v Tacnu, ampak danes tukaj sem pripravljen na evropsko prvenstvo. Mislim, da je kar najbolje v zadnjih 5 sezonah, tako da jaz si želim same dobre vožnje in da se mi bo na koncu uspelo uvrstiti čim višje. Kako pa tebi ustreza ta proga? Zdaj prav veliko mednarodnih članskih tekem ni bilo tukaj. Ja, zadnje sem tukaj tekmoval leta 2017. Takrat sem bil 4. Ko zdaj pogledam posnetke nazaj, mislim, da bo treba veliko bolje veslati. Mislim, da je celotna karavana naredila kar 2 koraka naprej in verjamem, da bomo tudi na tem evropskem prvenstvu pokazali veliko boljše vožnje kot 4 leta nazaj. Tako da na koncu pa proga mi ustreza, moram reči, da je kar tehnično zahtevna in se še vedno prilagajamo, ampak mislim, da bo to tudi ključ do uspeha na koncu, ker napake se bojo dogajalo in upaš, da jih boš imel čim manj. Tako da se samozavestno odpravljam na to evropsko prvenstvo in, kakor sem že povedal, stremim k temu, da bom odpeljal čim bolje. Hvala. Vprašanje za Luko? Luka, živjo, Joško tukaj, pozdravljam. Živjo. Luka, povej mi, koliko je ta psihični pritisk zdaj velik? V bistvu ena tekma odloča o širu Tokija na širu Tokija. Ja, pač prav gotovo je. Nekje v ozadju imaš olimpijske igre, imam še možnost se uvrstiti tja in prav gotovo se misel pride vsak dan v glavo, tako da ampak glavno je evropsko prvenstvo, nova tekma, kjer bodo prisotni vsi najboljši v Evropi in jaz grem lepo po stopničkah naprej. Najprej se moram sfokusirati na kvalifikacije, da se uvrstim naprej, tako da kakor sem pa že rekel, olimpijske igre so velika želja, ampak moramo najprej narediti svoje naloge, da bom potem v nedeljo zadovoljen s evropskim prvenstvom in vkolikor se bom veselil še olimpijskega nastopa, bo toliko boljše. Hvala. Hvala. Kaj se vprašal še? Ja. Zanima me, koliko je tebe korona presekala v zadnjem letu, glede na to, da si vendarle v malo drugačnem obdobju kariere, kakor Beni, Savšek ali pa Kauzer, ko sta toliko časa na individualni sceni. Recimo, ti si glih okusil fino, pa te malo podrezal, ne? Ja, sem tudi o tem razmišljal v prejšnjem letu, prav gotovo sem bil 2019 nekje na vrhuncu kariere, pa potem tako izgubiti je kar težko za športnika, tako da, ampak moram reči, da sem se kar dobro soočil s tem. Pač
eno leto je šlo mimo, veliko enih priložnosti za dobre rezultate in v bistvu moje zadovoljstvo, ampak jaz upam in verjamem, da bo letošnja sezona popolna in da bomo lahko v bistvu speljali vse tekme v tem letu. Tako da konec koncev pa imam pred sabo še kar nekaj kariere, kjer mislim, da bom še dosegel dobre rezultate. Hvala. Še kakšno vprašanje za Luko? Če ne bi nadaljevali z Aljo Kozorog. Divja. Pozdravljena, Alja. Tudi pri kanuistkah še ni povsem odločeno, katera bo šla na olimpijske igre, vendar imaš pa po 2 od 3 etap precejšno prednost pred Evo Alino. Ona bi namreč mogla tu usvojiti kolajno, če bi si želela zagotoviti to peto v Tokio. Boš zaradi tega kaj lažje na tem evropskem prvenstvu nastopala? Ja, malo lažje sigurno bom nastopila, ker v bistvu jaz sem večino svojega dela že opravila. Nočem pa in niti ne dajem preveč misli na to, da je v bistvu to tudi olimpijska izbirna. Hočem se skoncentrirati na svoje vožnje, na svoje veslanje in to je za mene dovolj. Zdaj, prizorišče tu je slikovito, voda je divja, ti to ustreza? Ja, v bistvu sem mislila, da bom imela kar malo več težav, ampak že s prvim treningom sem bila zelo zadovoljna, zelo sem se našla na tej progi, no. Sicer je kar zahtevna, zahteva zelo fizične moči, pa tudi dobro tehniko in ja, všeč mi je vse, okoliš in proga, vse. Zdaj, kakšne posebne želje, cilji, tudi v ekipni tekmi ste bile lani na stopničkah, tako da je verjetno tudi tukaj vse nekaj zadaj, da lahko zmorete in da lahko tudi tu presenetite znova. Ja, zdaj ekipne vožnje smo tudi probali na treningih, jaz mislim, da nam je šlo kar dobro. Probali se bomo skoncentrirati, uskladiti, pa bomo pa videli, kako bo šlo. Hvala. Kakšno vprašanje za Aljo? Eve Aline Hočevar ni z nami, ker je na poti iz Ljubljane, danes je namreč pisala maturitetni esej. Imamo pa še 2 kajakašici, bi začeli z Uršo Kragelj, ki se vrača po poškodbi. Evo me, živjo. Pozdravljena, Urša. Lepo te je spet videti v reprezentančni majici po enem dobrem letu in pol odsotnosti od tvoje poškodbe, ne? Kmalu bo že 2 leti. Ja, tudi meni je bilo fajn to nazaj obleči, res dolgo časa me ni bilo in sem vesela, da sem jo uspela uvrstiti v ekipo po 2 letih. Rehabilitacija je bila dolga in res nepreprosta, ogromno ovir sem morala na tej poti preskočiti in ja, že izbirne tekme, da sem imela možnost se boriti za nastop na olimpijskih igrah, mi je veliko pomenilo. In zdaj v bistvu tudi nastopati na mednarodnih tekmah mi je v izredno veselje in se veselim najprej tega evropskega prvenstva in potem ostalih tekem. Zdaj, v letošnjem letu si že nastopila na nekaj mednarodnih tekmah, imaš primerjavo, imaš seveda tudi močno primerjavo že pri nas doma. Kaj lahko pričakuješ zdaj od tega evropskega prvenstva? Ja, dobro, nažalost na tisti ICF tekmi nisem ravno najboljš nastopila, ampak počutim se kar dobro, no. Ta proga mi je ful všeč, leži mi, voda je ful divja in tehnično zahtevna in v tem se čutim jaz močna, tako da te nastope, tako kot sem že rekla, z veseljem pričakujem in upam, da mi bo uspelo, no, sestaviti lepe, hitre vožnje. Hvala. Kakšno vprašanje za Uršo? Če ni, bi potem še Evo Terčelj prosila, da se nam pridruži. Hvala, Urša. Živjo. Pozdrav.
pozdravljena, Eva. Ti si edina, ki si zaenkrat že potrjena potnica v Tokio, bo zaradi tega na tem evropskem prvenstvu kaj lažje nastopati. Ja, sigurno, v bistvu. Jaz sem zelo vesela, da se mi je uspelo že uvrstiti in potrditi vozovnico za olimpijske igre v tem prvem letošnjem sklopu na izbirnih tekmah. Zato, ker vseeno v bistvu do olimpijskih iger ni prav veliko časa in ja, prej, ko se začneš pripravljati, več časa imaš in več treninga lahko praviš usmerjenega na same olimpijske igre. Zdaj si še vedno aktualna svetovna prvakinja, evropsko kolajno posamično pa še loviš, čeprav je bila lani že zelo blizu. Ja, res je. V bistvu dosti neobremenjeno se lotevam tega evropskega prvenstva, vsaj rezultatsko gledano. Pač res si želim, vem, da sem sposobna zelo dobrih voženj, tudi nekako z izbirnimi tekmami sem prišla v dober ritem in pač si želim v bistvu v tem ritmu oziroma pač s takimi vožnjami prikazati tudi na evropskem prvenstvu. Tako da kam me bo to prineslo, ne vem, ampak ja, medalja na evropskem prvenstvu je bila tudi super izkupiček. Hvala, kakšno vprašanje za Evo? Če ni, potem se te Eva zahvaljujem.